Ljudje se med seboj precej razlikujemo in so nam tudi različne stvari všeč. In seks ni nobena izjema. Če tebi, na primer, bolj paše oralni seks, ni nujno, da bo tudi tvojemu partnerju. Lahko imaš že ogromno izkušenj, pa vseeno nikoli ne boš kar tako vedel, kaj točno je novemu partnerju všeč. In kako zdaj to rešiti? Lahko opazuješ odzive partnerja med seksom, ampak to ni dosti. Raziskave kažejo, da se veliko žensk, pa tudi kar nekaj moških, včasih pretvarja, da uživajo, ker bi radi, da bi bilo čim prej konc. Razlog za to je lahko utrujenost ali pa nočejo prizadeti partnerja s tem, da bi mu povedali, da jim nekaj ni všeč. Zato je edini zanesljiv način, da ugotoviš, kaj partnerju ugaja ta, da ga vprašaš. Ampak to je toliko težko. Že na splošno se je o pomembnih stvareh včasih težko pogovarjati in seks ni nobena izjema. Ampak noben nas nikoli ni naučil, kako se o takih stvareh pogovarjati. In zato sem ti pripravila nekaj strategij za lažjo komunikacijo. Vedi, da je vsem na začetku o tem neprijetno govoriti. Samo eni to bolj skrivajo kot drugi. Ampak ne skrbi, ker s časoma bodo tudi taki pogovori postali čisto normalni. Najprej moraš sam vedeti, kaj ti je všeč, da lahko potem poveš in pokažeš nekomu drugemu. In z masturbacijo to tudi najlažje ugotoviš. O seksu se je treba pogovarjati, še preden se ga lotiš. In pogovarjajta se o vsem, tudi o morebitnih strahovih, skrbeh, željah in pričakovanjih, ki jih imata. Dober način, da nekomu poveš, kaj ti ni všeč, je tako imenovan sendvič komplimentov. Kako to izgleda? Poveš nekaj pozitivnega, kar ti je všeč, potem poveš, kaj te moti in na koncu spet nekaj, kar ti je všeč. Naprimer, ko si me prej tako po vratu ljubčkov, mi je bilo res ful fajn, sam, ko me pa ugrizneš v ustnico, me pa boli, mi je bolj všeč, če si bolj nežen. Ampak drugače mi pa ful fina ljubčkati s tabo. Ljudje znamo biti precej občutljivi in velikokrat težko sprejmemo kritiko. Zato je pametno, da jo majčkeno zakamufliraš s komplimenti. Vsi se želimo dobro odrezati in ko nas nekdo pohvali, si želimo biti vredni te pohvale. Ko te nekdo vpraša, a ti je všeč to, kar delam, je ponovadi odgovor, ja, včasih samo zato, ker nočeš uničiti trenutka. Saj ni nujno, da je slabo, ampak lahko bi bilo pa boljše. Zato raje spremeni vprašanje. Namesto vprašanja, kjer je lahko odgovor samo ja ali pa ne, daj izbiro. Naprimer, zastavi vprašanje tako. A ti je bolj všeč, če imaš blazino pod hrbtom, ali ti je boljš brez? A ti je bolj všeč, če tako krožim s prstom, ali če uporabim jezik? Odgovor je lahko oboje, ali pa samo tista stvar, ki mi je res bolj všeč. In če hočeš res postati ekspert, potem se o tem, kar vama je bilo bolj in manj všeč, pogovarjata še, ko se konča. Dober način, da partnerju poveš, kaj ti je všeč med seksom, je, da mu dejansko kar poveš. Lahko mu zašepetaš na uho, pa poveš, da je točno to, kar dela, super in da ne neha. Pa tu bom dala samo en namig za vse, ki imate opravka s puncem. Ko punca reče, da je nekaj ful paše in da dej še, takrat bog ne dej, da kaj spremeniš. Večina žensk za orgazem rab konsistenco. Če se bliža orgazmu in spremeniš ritem, ali pa tempo, ali pa pritisk, bo vse uničeno. Včasih se pa ni treba niti pogovarjati. Včasih je pa lahko dosti, da sam pokažeš, vzem partnerjeve roke v svoje in ga vodi in mu pokažeš, kje in kako naj se te dotika. Mnogi pari pravijo, da se jim to zdi noro seksi. Za konc pa, naj te ne bo sram pogovarjati se o tem, kaj ti je všeč in kaj ti ni. Pa še nasvet za punce, naj se pretvarja, da ti nekaj paše, če ti ne.
In še bolj pomembno, ne pretvarjaj se, da si doživela orgazem, če ga nisi. S tem si na dolgi rok narediš sam škodo. Tvoj partner bo prepričan, da je vse, kar dela, nekaj najboljšega na svetu, tebi bo pa sam vedno težje povedati resnico. Hvala za ogled videa. Te zanima še več? Ne pozabi nas spremljati na Instagramu, pa Facebooku, pa TikToku, pa YouTubeu. Pa ne zamudi prihajajočega videa o predigri, kjer bom govorila o vsem, kar moraš vedeti in o tem, kako poteka. Če pa rajš bereš, pa vse te informacije lahko najdeš tudi na našem blogu. Povezave najdeš v opisu videa. Čau!